Pozdravljeni! Ko med prenosom dirke za Formulo 1 zaslišimo tiste znane besede boks, 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 vemo, da se ne bo nekdo ustavil, menil pnevmatike in kar se da hitro oddrvel naprej. Ta njegov postanek bomo videli na ekranu, bo nekje med 2 in 3 sekundami, a izguba časa, ki ga ima na kompletnem manevru, tudi tistemu, kar mi ne vidimo na prenosu, je cirka 22 do 30 sekund. Namreč, cel postanek v boksih je bistveno bolj kompleksen od tistega, kar nam kažejo na TV. Namreč, voznik mora progo zapustiti, po dovozni poti priti do pitlejna, tam spoštovati omejitev hitrosti, nato po tistem hitrem delu, hitrem pasu pitlejna priti do mesta, kjer so njegovi mehaniki, zapeljati dol, se ustaviti tam, njegova 20-terica mehanikov opravi svoje delo v tistih 2 do 3 sekundah, nato ta spelje, se spet pod omejitvijo hitrosti približa koncu pitlejna, tam je tudi konec omejitve hitrosti, zdrvi naprej na to dovozno pot, pospeši in se nazaj vrne na progo. Seveda, svoje čase je bilo to drugače, kajti prve omejitve hitrosti v Formuli 1 v pitlejnu so poskušno uvedli v sezoni 1993 in vse te omejitve, bolj stroge, kar se tiče tudi mehanikov okrog bolida, so sprejeli po veliki nagradi San Marina 1994. Ta ni znana samo po tem, da sta tam tragično umrla Ronald Ratzenberger pa Ayrton Senna, temveč tudi po drugi nesreči, katere se bolj malo spomnimo. Namreč med dirko so pri Minardiju Michelu Alboretu sabo pritrdili pneumatike. Ko je zapeljal po pitlejnu, so mu te pneumatike padle dol z bolida, kolesa so se zakotalila in eno je odskakljalo direktno v mehanike Ferrarija in Lotusa, ter mislim, da 2 spravilo v bolnišnico. Od takrat je prepovedano, da se mehaniki zadržujejo izven boksov, ukolikor to ni potrebno za njihovo delo, in tudi omejitve v pitlejnu so dosti bolj stroge. In prav ste razumeli, boksi niso tisti del proge, na katerem mehaniki menjajo pneumatiki, boksi so tiste garaže za njimi. A vrnimo se na naše dirke, na naše postanke. Kot ste razumeli, je ogromen, kompliciran režim, ki je okrog tega pitlejna, tega pit entry, pit exit in dosti govore o teh pasovih, kako se lahko vstopi in vrne nazaj na progo. Nekako je logično, da tisti, ki naredi menjavo, gre na ta pit exit, ima točno določen pas, kjer mora pospešiti, da se lahko varno vrne na progo. Bilo bi izjemno nevarno, da še, ko vozi počasi, bi kar zavil na progo, predvsem v teh manevrih, ko se skuša prehiteti nekoga skozi bokse in bi mu tako zaprl pot in mu preprečil, da bi ga prehitel. To je nekako logično. Kaj pa na vhodu? Je mogoče prečkati ta pas tudi na vhodu, odvisno od proge in odvisno od navodil, ki jih da direktor dirke. Poglejmo samo, kako je konfiguracija na veliki nagradi Kanade, kjer drugače vozniki ne morejo, kot da sečejo ta pas, a imeli smo tudi druge primere v Formuli 1. A vsekakor vezano na to temo je najbolj zanimivo tisti primer, ki se je zgodil lani v sezoni 2018 na veliki nagradi Nemčije. Lewis Hamilton je dobil pod režimom varnostnega avtomobila, kasneje se ustavi v boksih za menjavo pneumatik. Ubogal jih je, šel na pit entry, na to dovozno pot, a prav v tistem trenutku so se v boksu premislili, bili so zelo zmedeni in so mu ukazali, naj se vrne na progo. Lewis jih je ubogal, zapeljal po travi in se vrnil nazaj na progo. Mnogi navdušenci so klicali po kazni, kajti spomnili so se, da podobnemu primeru Kimi Räikkönen na veliki nagradi Evrope 2016 je dobil 5 sekund kazni. Lewis Hamilton je bil klican na zagovor in vse skupaj se je končalo z opominom. Spet, mnogi so klicali po nepravičnosti, po drugačnih merilih za določene voznike, a resnica je nekje drugje. Namreč, res, pravilnik FIA naj bi zajemal vse tiste možne dogodke, ki se lahko zgodijo med dirko.
A v vseh sezonah Formule 1 se še ni zgodilo, da bi nekdo zavil s proge, da bi šel v bokse in se na to premislil in vrnil nazaj. Praktično pri FIA niso še videli takega primera, da bi nekdo tako na tak način izgubljal čas. Zato tega pravila v pravilniku, to se pravi v športnem pravilniku, sploh ni. Kaj so dobili, da so sploh Lewisa klicali na zagovor? To je en člen, ki je v tistem športnem kodeksu FIA. To je en skupek pravil, ki velja za vse dirke od rallija, enduransa, pa tudi Formule 1 v okrilju FIA, kjer so tiste glavne smernice, kako naj bi se nekdo obnašal. In tam v dodatku L poglavju 4 členu 4 in pod členu D piše, da pri vhodu v bokse, ko voznik gre v pit lane, se mora strogo držati tistih belih črt in jih ne sme prečkati. Problem je samo v tem, da Lewis Hamilton nikoli ni prišel do pit lane, kajti vrnil se na progo prej. Nekako pri izhodu je to, kot sem povedal, nekako logično, kolikor ti greš ven iz boksov, se moraš držati, a kolikor nisi šel v njih, je to pravilo nekako nesmiselno. V glavnem, tega pravila seveda še danes niso popravili, a nekako je logično, da ni bil kaznovan. Po drugi strani so mnogi dali tisti primer Kimija Räikkönena. Kaj je bilo pa tam? Proga v Bakuju je specifična. Vhod v bokse je bistveno nevaren in direktor dirke je dal navodila voznikom, naj, ukolikor ne grejo v bokse, ne prečkajo tistega pasa, ki ga imajo narisanega na progi. Obratno od tistega primera, kot se je bil že prej citiran primer za veliki nagradi Kanade. Kimi se je spozabil, to je naredil in nekako upravičeno dobil kazen. Kot sem povedal, v Formuli 1 je ogromno pravil, a v tej vsega ne zajemajo. Tudi stvari so na prvi pogled komplicirane in še bolj se zakomplicirajo, ko nam ne razložijo do potankosti, kaj se je zgodilo. Tudi sam pokojni Charlie Whiting je ta dva primera opisal v videu in tudi on je imel probleme razložiti publiki, zakaj je prišlo do različnih interpretacij. A ne zato, ker bi hotel nekoga rešiti in drugega pa potunkati, a zato, ker gre za različne stvari na različnih progah in so stvari bistveno bolj kompleksne, kot nam jih predstavljajo določeni novinarji v določenih medijih. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.